Smo že in. Babi, Zvezdana, ti si in že 30 let, ko gre zdaj. Pozdravljeni nazaj na podcast Akt, kjer imamo v gostih ljudi, ki ljubijo in uživajo v tem, kar delajo in so v tem tudi zelo dobri. Tako da danes sem jaz povabil mojega prijatelja in zobozdravnika, pozdravljen Damjan. Živijo. Damjan Bider, drugače. Živijo. Damjan, tudi moj zobozdravnik, tudi moj. Ja. Jaz sem Damjana danes povabil. Tako ga so spoznal preko mene. Spoznali smo se preko mame, hvala Bogu. Jaz sem Damjana predvsem zato povabil, ker se vsakič pogovarjava tudi pri tebi, ker sem v ordinaciji. Tako je. Pa to ne samo prej in po, ampak tudi med tem, ko mi šareš po ustih. Takrat lahko sam kimaš, ne? Pa hecam vaju, ne, z asistentko. Ja. Veš, kaj mi kdaj kaj narediš? Asistentka skoča, ne? Jaz ga pa malo že poznam. Tako da dobrodošel pri nama, z mami se tudi poznaš. Danes bomo govorili o tem, kako plus to, da bi jaz povedal, da sem pri tebi popolnoma izgubil strah pred zobozdravnikom. Pred bolečino, ja. Kaj tazga meni ogromno pomeni, no? Če mi reče kakšen pacient, da ga je bilo prej strah, pa delamo na tem, da se mu vse vedno razloži, da ve, kaj se bo delal, kakšen bo postopek in da ima tudi možnost, če želi, da se da anestezija pred bolečinam. A ne? Ja. Hkrati pa tudi nek tak odnos, ne, da se zaupljiv vzpostavi. Od kje misliš, da prihaja sploh ta osnovni strah pred zobozdravnikom? Največkrat iz otroštva, da so ali da ga je zabolel, ko je bil otrok, pa bil pri zobozdravniku, ali pa se lahko strah tudi prenese, da ga mama straši, ali pa da če ne boš si zobe umil, te bo pa tam bolel, ti bo pa tam vrtal. Ali pa da je tudi on šel z mamo kdaj, pa da je bilo mamo strah in da je on začutil to tesnobo, to anksioznost in je otrok pa vse čuta, ne? In je avtomatsko podzavestno poveže s tem, da je pa to očitno nekaj strašnega in samo podzavest to potisne, ko pa on pride pod to situacijo, pa isto reagira. In ko pomisliš, koliko imamo ljudje potem uničene zobe samo zaradi tega enega strahu, ne? Je tega veliko? Strah po teh raziskavah naj bi imeli 50% ljudi strah pred zobozdravnikom, tako da se malo opotijo dlani, ne, preden stopno pa to. 5% naj bi bilo pa takih, da se pa izogiba. Da pa samo 5? Pobegne, da ne gre. Da prav pobegne, da sploh ne grejo. Ne? Jan recimo ni hodil v zobozdravniku leta in leta zaradi tega, ker ni. In jaz tudi nisem hodil. A zaradi strahu? Zaradi strahu? Ampak jaz točno vem, kje je bilo. Ker sem bil majhen, mi je tam ena šolska zobrca, ki je bila načeloma prijazna, dobra gospa in nek zob je tako zataknil, ki je toliko časa žokala, ko je na križ pricala, da potem naslednjih 15 let nisem šel. Zdaj, ko te poslušam, moram tudi jaz povedati. Ne? Zobozdravniki niso tudi moja bila nikoli, kako bi rekla, pozitivna stran, močna stran. Že pri moji mami, ki je imela ves čas probleme, jaz imam pa tudi strašno slabo izkušnjo, ker ko sem na primer prišla na akademijo in sem dvakrat imela nek granolom in ker smo snemali in ker je bilo treba na hiter, so meni kar pulali zobe ven, a me bolel ali me ni bolel. Mislim, in so se z mojimi zobmi tako obnašali, ker je meni pri 30-ih prišlo, kakor rečemo, izriti v glavo, kaj sem počela, vse zato, da sem bila, se pravi, ves čas ready steady za delo, da sem delala. Sem prav zasovražila zdravnike in za svoje zobe pravzaprav nisem nikoli res kaj veliko naredila. Ne? Oziroma, ves čas sem se delala, kot da tega ne bi bilo. Evo. In mislim, da se je tudi malo to na nje preneslo. Jaz nisem bila mama, ki bi jih učila s prave, iskrene, ljubeče skrbnosti do zob. Ja, pa se to tako malo iz generacije v generacijo. Ja. Že takoj, že tudi mi učimo, ne, kako je treba, takoj, ko prvi zob izraste, treba začeti z umivanjem, s preventivo, da se pol ta navada že v mlečnih zobeh ne osvoji. Mlečni, pa kakšni si mislijo, mlečni zobje se izpadajo, pa to, ampak navada ostane. Ja. Zato je pomembno, da že takoj, ko prvi zob
da se pa ti navade, ko se stalni zobe izrastejo, pa odraslost. Koliko je tle pri zobozdravniku tudi, koliko moraš biti tudi psihiater oziroma psiholog? Ogromno tega strahu, tega, kakšen vidiš, da prav rab malo pogovora, pa da jaz vedno vsakemu tudi rečem, preden začnem delati, da če ga bo zabolel, če ga bo kaj motil, če ga bo voda motila, karkoli, dvigne roko, pa da se jaz ustavim. Tako da, ker on ne more, med tem, kaj jaz delam, ne more reči, lahko neki zajamra, ampak če pa ve, da ima to kontrolo, pa dostkrat tudi se mi zdi, da ko so že na limitu, še malo potrpijo, ker vejo, da če bojo dvigne roko, se zaustavi delo. Ja. To lahko jaz povem iz prve roke, da je točno tako, kot si rekel. Pa ni bilo velikrat roke gor. Ne, ni bilo velikrat roke gor, ampak točno vem, veš, kad ti daš občutek pri zobeh, kad imaš ta občutek, veš, da je milimeter ti lahko povzroči ful bolečine, ne? In da ti veš, da sam tako narediš in je konc, potem veliko lažje, pa ni tega pričakovanja, veš, daj me bo zagrabil, ker je očitno že, greš ti že s feelingom noter takim, da jaz vem, da se bo šal ustavil pravočasno in je, jaz povej, Damjan, jaz tudi kdaj ne vzamem anestezije, niti več tako, ne? A res? Ja. A res? To ti je? Ful je korajžen. Ja, ne, ampak to je zaupanje, zato ker posebej pravim, ker vem, da točno, ko me bom lahko rekel kulje. Ker jaz sem imel primere, da so, pa to je bil, ne vem, rečemo primer policaja, tako, ko ga imaš za neizprosenega, je rekel, da celo noč ni spal. Ali pa en je rekel, da že 2 dni ima drisko. To so res tako strahovi. Kaj pa, a se ti zdi, da je vse več ljudi strah ali je, da kljub samo ta tabu že mal pada, da so zdravniki bolj, mislim, da so vsi več ali manj bolj prijazni, kot so bili nekoč, ne? Zdaj je tudi možnosti anestezije, da pač čist brezbolečinsko delo. Aha. Mislim, da gre to na boljš, da je manj ljudi strah. Kaj pa? Mogoče starejši zobozdravniki so bili manj naklonjeni tem anestezijem, da mlajši pa nas že v otroškem zobozdravstvu nas učijo, da se otrokom, preden začneš delati, kar daš anestezijo. Ravno zaradi tega, da ta strah ne razvije v tistem kritičnem obdobju. Ker to ga pol zaznamuje za cel življenje. Lahko se pol skozi izmika zobozdravniku, karies, pa če ga ne odkriješ majhnega, to je tako kot jabolka. Če majhen gnilobo odkriješ, boš obrezal, boš večino jabolka še lahko pojedel, ali pa kompot naredil. Če pa čakaš, pa si v jabolk pa sam še za smeti. Kaj pa naprimer estetski, koliko ima kdo tudi težave s tem, kakšne zobe ima, da bi hotel imeti lepše, bolj bele, bolj ravne, tudi s tem se srečuješ? Tega je pa bolj, bom rekel, večno. Več ljudi se zaveda, si želijo imeti lepe, ravne zobe. Ja, s tem, ko je, ko bi rekel, več tega v oglaševanju, v reklami. Socialna omrežja, pa vsi tam hollywoodski zvezdniki. Ja, pa kaj ti misliš? Namreč snežno-beli nasmehi so umetni, pa tudi čist pravilni zobje so dolgočasni. Vse, to je moje mnenje. Little imperfection so zmer tako tiste, ki se zaljubiš. Če so pa velika odstopanja, takrat pa v bistvu se da narediti. Ja. Veš, jaz sem imela enega zobozdravnika, dr. Mariona, in preden sem jaz tele svoje zgornje vse dala proč, je on tiste, mislim, prav občudoval in je govoril, kako je malo v trapezek grejo, pa tako. Nisem še kaj takega srečala. Človeka, ki je zaljubljen v zobe. On je bil tudi moj profesor, on je bil vrhunski profesor in človek in zobozdravnik. On je znal tako sproščen, on je tudi mene imel na izpitu. To je bil en najbolj sproščenih izpitov. Ja. A res? Ja, ker nekako tako celostno je gledal na... Da me ti, to je pogovor, nič se ne rabiš bati, da pravilno govoriš slovensko. Nač, tukaj smo... Na free. Na free. Ja, nič ne nobene. Ne, tudi, a veš, se meni tudi, jaz sem... Jaz tudi zakonem kdaj. Ja, on je najbolj sproščen, ja.
Jaz pa bi tudi nekaj rada, kdaj je kaj lepo povedala, pa si rečem, pa vse to je podcast, to je doma. Pa tudi zaplet, pa kakšne besede. Tudi če kaj ne znaš čisto dobro, nisi povedal, pa greš nazaj, pa se pogovorimo. Pa. Ja. In ko smo bili z enimi zastavci na kavi, pa sem jaz vedno mislil, ko jaz lepo govorim, skoraj knjižno. Ja. Pa sem rekel, ne, ti toliko zavijaš. Rekel, okay. No, pa to ni nič tazga. V glavnem, Mario, to me sprašujem, zaljubljen biti v zobe. Tudi ta je poklic, sorry, da te spet prekinam, Ja, ampak to se mi zdi, da je tak poklic, kar nekako moraš biti zaljubljen v to, ker ne vem, jaz si predstavljam, vsakič, ko prejš v ne veš, kaj boš dobil. A bo povojno stanje, a bo vse čisto in po mojem, mislim, kar ti vidiš, moraš tudi želodec imeti ta prav. In da to delaš po celo življenje, mora biti ena velika ljubezen. In da še rad to delaš. Ja. Ja, tako nekako čutiš, mislim, saj jaz čutim, meni je to v neko, v bistvu vesele, da ti vidiš zob in pol, vidiš, kaj bi naredil, hkrati pa tudi vidiš človeka, ki si nekaj želi, da bo lep zob ali da bo, kakšen si želi čist belo, kakšen si želi samo, da bo dobro jedel in se pol temu prilagodiš in mu narediš to, kar si želi, oziroma tudi to, kar mu svetuješ strokovno. Ampak ti tudi pomagaš ljudem, ki verjetno, jaz vem za par ljudi, ki niso mogli jesti, ker so bili zobje toliko fuč. Ali pa jih ni. Spremeniš življenje. Jaz povem mami, odkar ima to novo, jo poglejte 10 let nazaj, kako je bila na televiziji, pa zdaj, kakšno drugačno samozavest izžareva. Sam zato, ker ve, da ima trdno in čvrsto in vse lepo narejeno. To zobe pa nasmeh, eni pravi, zobe so najlepši nakit, ki ga imaš vedno s sabo. In tle sta, eno je funkcija, da ljudje, da človek lahko grize, jabolka, oreščke, da je stabilno, drugo je pa estetika, da se lahko samozavestno nasmehne, da se pogovarja, da je sproščen. In kakšno res, ki narediš neko protetko, so to, ki se pogleda v ogledalstvo, kar solze, pa te objame. Pa. Ja. Ker jaz sem videla, naprimer, jaz sem imela ta mostiček in sem tako malo naprej začela lesti, in pa sem to zdaj še lepo ali pravzaprav čisto zares po slikah videla, kaj se je začelo dogajati. Namreč ta čeljust, tako živo tudi, Mislim, tudi mišice so, mislim, če nimaš zob, ti atrofira. Tudi kost začne se topiti, ali kva, ne? Ko je zob v kosti, v čeljusti, je v pač kosti. In ko človek grize, je to skozi stimulus za kost, da se ohranja. Če se pa zob zgubi, pa ta čeljustna kost, ta del čeljustni kost nima več stimulusa in ga počasi telo razgradi. Tako kot mišico. Lahko se ti nabildaš, boš imel orek mišico, pa če par mesecev ne boš nič delal, počasi bo mišica. Telo je tako fenomenalno narejen, da tisto, kar rab, vzdržuje, tisto, kar pa ne rab. In isto je pri čeljustni kosti posod. To je zanimivo, ne? Zato tudi ni zdravo ne imeti zob, ne? Naprimer, eni se kar odločijo, zdaj sem videla zadnje čase. Po moje odločijo se jih ne. Ali pa kaj, ne? Ja, sploh mislim, rečemo, v Ameriki je, da so tudi, ne vem, zdravljenje zoba, koreninsko zdravljenje zoba, endodonsko zdravljenje zoba, je spet toliko drago, finančno, da se kakšen odloči, da ga kar spul, kar je spet škoda. Ne, veš kaj, jaz sem tudi že pa nas slišala, mislim, da niti 14 dni nazaj, ko je meni moja mama, ki je 87 let stara, rekla, da so njeni prijateljci rekli, kaj bomo delali zdaj ta mostiček, se ne rabite zob. Pri 87. A je zaradi let? Ja. To je pa, bom rekel, bolj usmeritev zobozdravnika. Pri nas na fakulteti smo se tako, ravno profesor Marion je vedno rekel, da je treba starejšega tako obravnavati kot normalno odraslega. Tudi če imaš 87 let, jaz ne bi hodila biti brez zob. Seveda. Moraš še zmeraj jesti. Ja, pa tudi gledaš, pa res tako, prav, kot zombi, ne? Pa tudi kvaliteta življenja, da lahko saj. Jaz sem tudi en del, ko sem bil še v srednji šoli, sem delal v domovih za ostarele. In ko vidiš te ljudje, sploh, ki so že malo manj pokretni, najbolj so veseli, če kdo pride na obisk, če lahko kaj dobrega pojejo, pa če kakšno dobro oddajo, pogledajo. Tako okrog tega se mi zdi, da v teh treh stvari se pol tista
pač Mogoče malo manj življenje vrti, ja. tako. Ja, ja. No, zdaj pa tvojo zgodbo, da slišimo, ne? Se bi hotel Mislim, vprašati. ja. Ja. Kako Ne, se... lahko sem še nekaj vprašam praktičnega. Zakaj v Ameriki imaš uno, da te knockouta čist? Zakaj v Sloveniji tega ni? Se pravi, da te Mogoče sreča. popolna anestezija, je to popolna anestezija? A kaj je tisto? Popolna preobrazba. Ne, a ja, a veš, da kad ti dajo uno masko gor in ti dol padeš in ti lahko pol žokaš manj po ustih, ko krčaš. To je pri otrocih, pri tistih, ki imajo res tako stanje, da ne pustijo, ne odprejo in da se ne da popraviti. Pri tistih, to se na stomatološki kliniki delajo, imajo ta način kot skrajen, da popravijo pol zobe. Ampak v Ameriki je to standard, da ni? Bolj gre pri njih za tako anestezijo z tem smejalnim plinom, tako kot pri porodih, da te malo manj mislim, tukaj pri teh to je v bistvu zato, ker imamo tako dobro lokalno anestezijo, ne, da lahko brez bolečinsko dela. Plus tega, ko ti uravnavaš ugriz, če narediš neko plombo, prevleko, karkoli, moraš ti uravnati ugriz, da bo lepo z drugimi zobmi šlo skupaj. Ne. Če si pod anestezijo, pa to čisto približno lahko narediš. Ja. Nekaj, to sem si jaz vedno želel, tako kot sem ti že povedal, meni je bilo vedno najbolj strah, niti ne to, ampak tiske, čutiš, da te nekaj vrta ali pa da ti nekaj vleče, jaz sem si dal, ker mi je veliko zobe, sem si dal slušalki noter, pa musko do konca na glas, pa sem podprl, da bo se rekel sam vleč. Ja. Ti še nisi dal, jaz sem dala te implantante, kaj takrat mi ne bolite čisto nič, toče pa tako, kot da bi bil v delavnici, ne vem kakšni, razumeš, prav mislim, ne čutiš, slišiš, mislim, grozljive zvoke, kaj se, zdi se ti, da ti bo, da tvoje čeljusti več ne bo, no, tako se ti vse zdi, ne. Ker se vse prevaja prek kosti do notranjega ušesa in je to vse tako blizu. Ja, in je to, mislim, najprej te je toliko strah, čeprav te nič ne boli, dokler se ne navadiš, ampak to je res tak čuden, res nor zvok, ne. Ja. No, torej, ti strastjo to delaš in res predano. Kdaj se pa je, mislim, kdo je bil, kje se je ta ljubezen začela oziroma Jaz sem imel enega ortodonta, ki sem blazno rad hodil k njemu. Ivo Pavšič je bil on in on je s takim občutkom se vedno pohecal, ko si že stopil k njemu ordinacijo, kaj te je vprašal, kaj se je pohecal in nekako tako se mi zdel tako prijetno imeti, všeč so mi bili pa tudi vedno stvari, ki si jih ročno delal. Oče je veliko z lesom delal, tak sam svoj mojster, zelo handyman. In pri njemu sva skupaj v delavnici ptičje hišice delala, pa zajčnike sva delala, ko smo pol enkrat se odločili, da bomo pa zajčke imeli, pa so sama te bokse za zajčke naredila iz deščic. Tako da meni je bilo vedno všeč nekaj ročnega, da delaš, ne. Hkrati sem pa dobro sem se vedno učil, no. Tako vedno imel ti, če hočeš na medicinsko fakulteto priješ, moraš imeti relativno dobre ocene. In pa to nekako združiš, pa še ta ortodont, pa ne, v družini ni noben. Oče je kaj, pa mama po poklicu? Mama je ekonomistka, oče je pa orodjar. Aha. On je pa, tako da ni bilo nobenega vabila od tam. Ampak si od nekdaj vedel, da hočeš to početi? Mislim, od nekdaj, razen onega klasičnega astronauta. Pa... Ne, v bistvu še, ko sem upisoval tisto polo, ko si mogel 3 fakse napisati, kam se boš upisal, ne? Nisem bil imel sem nek ožji spektar, ful stvari me je zanimalo. Kaj si obkrožil razen medicinske? Bil je takrat en program narejen tako, da si imel 100 vprašanj računalniških, ne? Ravno za to namenjene. Ne? In potem vsakič, ali imate radi delo z ljudmi, pa si od 1 do 10 odgovoril. Ali imate radi naravo, ali tako 100 vprašanj in ti je porangiral in meni dal na prvo mesto zobozdravnika. A res? Tako. In pol, že prej mi bil, že na informativnem dnevu sem bil vse, ne? Tako da pa sem pa potrditev bil, to je to, očitno. Aha. Če bi še enkrat, bi definitivno šel isto. Kaj pa si poleg tega opisal?
Biokemijo pa, to sem pa tako zazihal, če tle naumil, ker to nisi vedel, koliko boš maturo pisal, ne? Biokemijo, pa živilsko tehnologijo, tiska pa zihar bom prišel, ne? Se bi videl živilskega tehnologa? Kaj sploh to je? V teoriji mi je bilo zanimivo, no? Tako v praksi, ko vidim, kako te ljudje pa niti ne dobijo te službe v tej smeri, mogoče malo žalostno. Živilski je v bistvu, da se bolj ukvarja s prehrano. Ja. Da boš ti neke jedilnike v restauracijah, pa tako je bilo takrat rečeno. Sam ne vem, če ta kadar je kaj dosti zaposljiv prav v tej panogi. Mislim, da ne. Točno tako, ne vem, kje bi to tak človek delal. Kot nutricionisti. Ne, to ni isto. Ni? To je živilski tehnolog je... Dej pogledaj, Jaka, točno kaj piše tam, Ata Google reče. Ampak kako je študirati na medicinski fakulteti? Se veš, zdaj so časi, ki ljudje čisto dobro ne razumemo več, kaj bi zdravniki, kdo je pripeljal tole krizo, v kateri smo, medicinski tej krizi, kdo je to pripeljal. Imamo radi zdravnike, imamo dobre, naprimer izkušnje z njimi, sistem pa ne deluje, ne? Zdravje za vse. Vsak ima pravico do zdravja, ne? Mislim, do tega, da ga zdravnik sprejme in mu pomaga, ne? Zanimivo rečemo pri zobozdravstvu je tako to, da zobozdravnikov, za razliko od zdravnikov, je v Sloveniji dovolj. Če gledamo evropsko povprečje, zobozdravniki smo čist na evropskem povprečju, ker zdravnikov je manj kot evropskega povprečja. Je pa problem ta, da imamo ta sistem, kjer Zavod za zdravstveno zavarovanje podeljuje programe, koliko programov je podeljenih za zobozdravstvo. In teh programov je podeljenih toliko, da pride en program na 2400 ljudi. Se pravi, en zobozdravnik na 2400 ljudi. Kar je pa bistveno premalo. Po nekih takih evropskih priporočilih ne bi bil en zobozdravnik na, koliko bi rekla? 700. 1500. Okay. Če bi bil en zobozdravnik, je lahko tistih 1500 ljudi kakor tako dobro oskrbljenih. Če pa en zobozdravnik na 2400, pa v bistvu je nemogoče. Tako da pa se pa del zobozdravnikov, ki ne dobi tega programa, ali pa tako se usmeri v čisto zasebno prakso. Ja, kaj te živilskim tehnologom? Nutricionist se ukvarja z human health and nutrition. Človeško zdravje in prehrana. Povezan s hrano, ja. Food technology major je pa se ukvarja z tehnologijo, ki jo uporabljajo za pripravo hrane. Aha, se ukvarja s tehnologijo, ki jo pripravljajo za uporabo hrane. Ja, pa ne bi imel z ljudmi nobenega opravka pravzaprav. Ne? Posredno, kaj bi jedel. Da bi zdravo prehrano dajal na jedilnike. No, ampak zobozdravnik je, mislim, koliko je zdravje zob, koliko je zobozdravnik pomemben za celotno zdravje človeškega telesa, če tako holistično pogledamo, ne? Razne teorije so, da gnilobe oziroma tej bolezni paradontoze vplivajo na srce, na žile in tako naprej. Kaj o tem misliš? To so znane stvari, dokazane večkrat, da v bistvu usta, zobje, obzobna tkiva so del telesa. In če so vneta obzobna tkiva, je to v bistvu kot da bi bila neka rana. Problem je pa to, da ta rana je, glede na koliko je število zob, pa če so neki žepki, neka vnetja v teh obzobnih tkivih, da je to skrito in če se vsa površina teh vnetih zob ob vsakem zobu, se šteje, so prišli na površino, da je to taka rana, kot da bi bila cela dlan. In to je v bistvu vdor infektov. Problem je, ker to poslabšuje kronične bolezni, sladkorno bolezen, vse te kronične bolezni na direkten tak dokaz je bil, rečemo, pri nosečnicah, da tiste, ki so imele parodontalno bolezen, je bil toliko pa toliko večji procent prezgodnjega poroda.
ki je zanimiva povezava. Ja, sem to slišala. Ja. Ampak kako pa si ti razlagaš to, mislim, tako kmečko vprašanje, ko se pravi v prazgodovini, ko je imel človek seveda močnejše zobe, ne, in tako naprej. Zakaj ta narava, kje smo se mi tako zelo spremenili, da so zobe zdaj pravzaprav zelo ranljiv del nas? Skoraj najbolj šibka točka, Ja. tako pogledaš. Ja. Že po številu, koliko Ja. zobozdravnikov je. Dve stvari sta, ne, življenjska doba se je podaljšala. Prej je bila življenjska doba 50, 55. Če gledamo Nigerijo, sem enkrat gledal, poprečna življenjska doba Nigerica, to je bilo 10 let nazaj, je bila 55 let. Tam je zdravstveni sistem pač ni razvit, infekcija pride. Poprečje. Tako, ne. Tudi narava, če tako gledamo, narava nas je naredila, da imamo otroke, da ko ti otroci odrastejo, dejansko za naravo niti nismo več pomembni. Ja. Pa jedli smo včasih, smo jedli tako to meso direkt iz ognja. Trgali smo za njim. Ja, to meni rekel prejšnji gospod Nečemar, ne vem, če smo zobozdravnik tudi, mi je vedno govoril, da moram, če se počutim, kako je že bilo, za modrostne zobe je rekel vedno, da moram jesti trdo skorjo zraven, zato da se to premika, da se mi bo mogoče lahko pravilno obrnil. Rekel, da je ful pomembno, da ješ čvrste stvari, da žvečeš te meso ali pa meni recimo prav govoril za skorjo od kruha. No. Ja, no, to je v bistvu druga stvar, je pa mehka sladka hrana ali pa sladke pijače. To je pa druga stvar, ki je prišla v modernem obdobju, ki ima zelo slab efekt na zobno gnilomo. Katastrofalno, ne? Če se tega veliko uživa in sladkor v bistvu deluje kot nek, odvisen si malo od njega, ne? Ker ne moreš ga nehati, začneš pa Je kar droga, ja. No, vidiš, kako smo prišli ta krog, ne? Ker jaz sem tudi, naprimer, ko sem imela intervju z Jamesom Nestorjem za dihanje, naprimer te vaje dihanja in tako, je razlagal, ne, da kako je pomembno tudi dihanje pri kako so postavljeni zobje in čeljust, ne? Dihanje pa razvade, ne? Če so kakšne da se sesalne razvade, se čeljust oblika, v bistvu skozi je neka funkcija tista, ki bo usmerjala, kam se bojo ljudje, mislim, kam se bo čeljust razvila, ne? Pri teh sesalnih so ozke čeljusti, ne? Se pa zobje nimajo prostora umestiti, pa so pa vsi nametani, pa trojke zraščajo pol proti licu, pa tako. On je tudi rekel, da z temi dihalnimi vajami, da so dosegali, da naj bi bili poskusi, da se je tale zobna kost sama nazaj začela. Da se zobna kost pa zna sama regenerirati oziroma spet nazaj rasta. Kako? Ja, telo je zelo, kako bi rekel, reagira, če je neka druga funkcija, se bo telo vedno tako prilagodilo. To je tako kot mišica, če jo treniramo, se bo zvečala, če bomo neko vajo delali, se bo v tisto smer. Ampak prav kost, da bi se zarasla. Nikoli nisem pomislil, da je res fascinantno, da se nam kosti zarastejo nazaj. Vse. Če si lahko zlomaš, se ti za cilj, zdaj sem pomislil, kako se ti za cilj kost nazaj. A ni noro? In isto, kaj tle, če meni tle se stopi ta kost, pa jaz ne moram dati implantanta sploh noci. Če se ti kost stopi, lahko je z določenimi tehnikami, ampak z umetno pomočjo, da neke vleke delamo, ne, ali pa da dodaš kost iz enega drugega dela, ust na ta predel, da bo dovolj kosti, da bo implantat držal. Ker pri implantatu je zelo pomembno, da ga vstaviš dovolj dolgega, dovolj širokega, da bo dobra podpora tem pol žvečnim silama. Ne. To so tudi ene sile orank, ne? Na ta močni, ne? Ja. Kaj pa ti misliš o teh implantantih, teh hitrih, ki vse v enem dnevu se naredi? To se meni zdi malo čuden. Najprej je treba probati čim več zob ohraniti. Ja. Neke hitre rešitve v neki drugi državi so ponovadi bolj na stil čim hitrej, čim več zaslužek. Pa tudi telo
če se spul zopa, je potreben čas, da se zaceli. Ni dobro, tudi solata rab čas, da zraste, ko posadiš in da, ne vem, da se, če se zob spuli, da se zaceli, da ti lahko na neko stabilno stanje zaceljene kosti in dlesni delež, je potrebnih 2 meseca. Velikrat se, ne bom, sigurno ne grejo vsi v ta koš, no, ampak velikrat se tukaj je ta glavni motiv nek hiter zaslužek in se pol neke obširne Kaj se pa lahko zgodi, če ni prav implantant? Ja, lahko se ne vraste, če se takrat, ko se ustavlja, pregreje kost, izpade, lahko se, pa tudi, mislim, tudi pomembno je, da je pravilno obremenjen. Kako pa telo reagira na to? To mene vedno zanima, na to, da je v bistvu en tujek, je to polno v tvojem telesu, kar konstantno, ne? Ta implantati so največkrat iz titana ali pa iz neke posebne keramike. To je podobna sestava kot te proteze v kolku pa umetni sklepi. To telo Kar dober. Ja, skoraj da ni alergijskih reakcij. Ne. Tudi preživetje implantatov je, ne vem, to so 95, 90, v 10-letnem obdobju ne gledamo. 95-90%. Ne. To so zelo uspešne metode. Je pa higiena zelo pomembna, ne. Da se potem dobro čisti. Ta lokalna prekrvavitev, ki rečemo, vedno se svetuje, oziroma če smo tako zelo, če se zelo držimo teh strokovnih smernic, je želeno, da se kajenje tudi zmanjša na minimum ali pa opusti, ker s tem se lokalna prekrvavitev dlesni izboljša in vpliv na tudi imunski odgovor je bistveno boljši, če se ne kadi. Največja nevarnost pri implantatih je ta, neki procentov je teh zavrnitev, ampak teh ni malo, ampak na dolgi rok je pa, da se naredi tako, kar se parodontoza naredi pri zobeh, da se periimplantitis naredi ob implantatih. Tukaj treba pa periimplantitis, da so določene oblogice, da se ob implantatu naredi žepek. Aha, ok. Se pravi tako, kot je drenaža ali pa izolacija Ja, po hiši. se tudi ob zobu to Izolacija naredi. po hiši, ne. Se tudi ob zobu to naredi. Kaj pa je najhujš, kar se ti spomniš v svoji Jaz sem karieri? ni hotel vprašati to. Kakšna stvar, ki si se res... Prestrašil. Enkrat, to mi vedno žal, da nisem imel takrat fotoaparata pa to sliko. Enkrat je prišla ena gospa po 18 letih in je prejšnji zobozdravnik naredil delno protezo, na 4 zobe je imela in pol je naredil zgornjo protezo, pač dal gor na te zobe in jo naročil na kontrolo. Čez en teden je bila pa taka nesreča, da je imel ta zobozdravnik prometno nesrečo in umrl in ta gospa pa ni prišla na kontrolo, nekako ni razumela, da mora pa to snemati, delne proteze. A res? In je to 18 let imela v ustih, brez da bi snela pa umila spodi. In je prišla po 18 letih meni na stol. In jaz sem mislil, da bo spodi črvi. Ja. To je železen želodec. Zobje so bili vsi gnili, tako da zobje so bili toliko pregniti, da so mogli vsi ven. Pod protezo je bila pa kar taka črna plas biofilma. Dlesem pa zanimiv, samo rahlo vneta. Nebo, ker to je bilo celo nebo prekrito. A celo nebo prekrito? Ne. Je pa en zob počil, pa da druge je bolel, zato je v bistvu pol Sploh prišla. Če ne sploh ne bi prišla. Ja. Jeez. Kaj ti to lahko se preživiš? Ja, se telo se navadi pol, po moje, tudi na te vse stvari, če že toliko časa imaš pol, po moje, pride do ene meje, prideš, kjer lahko umreš, lahko se pa pač telo navadi, predvidevam, ne? A pa če že gledaš, ne vem, vse telo ima v črevesju so skozi neke bakterije v debelem črevesju. V bistvu imamo neke mehanizme, ki se odpornost zna boriti.
da ne pride do... To me spominja na Emo, na mojo hčerko, ki si namima red zob. Kaj pa, na primer, splošno dobra kondicija človeka vpliva na zobe? Mislim, da je človek res v dobri kondiciji, da je zdrav in tako naprej. Ali lahko najdeš pa v zobeh tudi še kakšno katastrofo? Preko odpornosti vpliva, ja. Odpornost vpliva na vnetja v ustih tudi. Sami zdravi zobje so pa najbolj povezani, da ni ob zobeh plaka, če govorimo zdaj o kariesu, da se dobro umiva, da se gleda pri prehrani, da se ne uživa preveč pogosto sladke stvari, sladke pijače. Tukaj so v bistvu lahko športniki celo neka taka rizična skupina, če pijejo veliko tekočin z sladkorjem, pa če ne umivajo toliko zob. Kaj pa to nabiranje zobnega kamna? Enim se nič ne nabira, enim pa karkoli naredijo, pa zoben kamen ves čas. To je pa najbolj, v bistvu kamen je mineralizirana zobna obloga. Pogoj je, da je neka zobna obloga, v nekih kotkih vsakmo malo zastaja. In ta zobna obloga bo pa mineralizira iz mineralov iz sline. In tisti ljudje, ki imajo slino bogato s kalcijem pa fosfatom, in bo prej mineralizirala, tisti, ki pa nimajo tako bogato, in pa bo kasneje. Ključno je, se pravi, da se mi dobro umivamo, da teh zobnih oblog ni, oziroma jih je minimalno, na to sestavo sline pa pač ne moramo vplivati. Ali pa spet zobna obloga, ob trdi ob kamnu se še več mehkih zobnih oblog kopič in to povzroča neko vnetje dlesni in tvorbo žepa, kar je pa spet odvisno od našega imunskega odgovora. Neki taki mediatorji so za imunske, neki citokini v telesu in eni imajo zelo burno reakcijo, da se zelo dlesno name pa žep hitro dela, eni imajo pa to in to je v bistvu spet neka genetika. Sam je pa tako, en ima lahko z zobmi probleme, drug bo imel pa s srcem, pa zobmi ne, tako da vsak ima pa neko šibko točko. Kaj pa, ampak recimo v srednjem veku in tako, takrat sem je tudi ta kamen se jim je delal. Tudi. Isto, kot zdaj. Seveda. Samo, da ga niso spucali celo. Niso pa pri 50-ih so pa rečemo začeli zabijati, ampak on takrat tudi do 50, ker parodontoza je bolj, kako bi rekel, bolj obolenje v drugem obdobju življenja, ker pač z leti se žepi poglabljajo. Karies je pa zelo korelira z prehrano. Je pa bolj v bistvu prehrana pa ustna higiena. Se pa že v mladosti je prisotna. Tako. Jaz pa v srednjem veku so hitro umirali, ali pa so bili škrbasti, Na hitro umirali, to je smrtnost. To mi gledamo malo narobe, kako hitro so umirali, povprečna starost je bila nižja. Povprečna starost je bila nižja zaradi tega, ker so umirali otroci fulbar, ker je bila smrtnost med otroki fulbar. Ljudje niso ful mlajši umirali, tudi v zgodovini, ki nas učijo za čase Egipčanov in to, da so ljudje umirali mlajši, niso, samo več je otrok umrlo, tako da se povprečno. Oziroma več jih je umrlo, kot otroci, ker so otroci bolj ranljivi. Ampak pa tudi odrasli niso imeli takih dolgih življenjskih dob. Ker to so bile tudi infekcijske bolezni, pa jih... Ja, teh 100 let, ki jih zdaj doživljamo, ker serijsko že skoraj ni bilo. Sam, če gledamo že Prešeren, 49-ih. Sam Prešeren je bil, Cankar pa tudi ni bil neče. To so bili drugačni lifestyle. Zdaj jaz podrobno ne poznam, ampak sem prepričan, da če bi une otroke ven odrezali, mislim, mediano, da bi bilo... Kaj me zanima? Meni je en vojak povedal, ker vojaki velikrat nimajo cajta, pa nimajo opreme, in meni je rekel, da se za vsake čert tako delaš, podlesni gar za prekrvavitev in da to ful pomaga za zobe. Ne za čistočo očitno, ampak za prekrvavitev, zato da dobro držijo, tako sem jaz vedno mislil, da dobro držijo dlesni zobe not. Ne, to nima nobene veze. Pomemben je, da se dobro čist. Ja, da se medzobni, da se ne sam ščetka, ampak tudi nek medzobni prostor, da se uči z zobno nitko ali pa z medzobno ščetko. Takrat bojo... Jaz sem se tako delal za zadnjih 10 let, pa sem mislil, da imam zato močne zobe.
Ki jih še imam masaža svoje. že lahko pomaga, ampak prav posebej ne, mislim. Čakaj, imamo še eno vprašanje od gledalcev, in sicer vprašanje o mrtvih zobeh. Kakšen ima to vpliv na zdravje in ali jih je potrebno odstraniti? To je skozi zgodovino bural duhove, te mrtve zobe. Ne? Pa en obdobje v zgodovini so dali vse mrtve zobe ven, ker so, ne vem, del las jim je izpadel ali pa so imeli neko bolečine v ramah ali karkoli. Ne? Pa se je ugotovil, da ni vedno tako, no? Da kdaj... Tako da tendenca trenutne smerne, tudi zdaj je ogromen tega. Da se morajo mrtvi zobe dati ven. Pa to. Tukaj bi bila lahko tudi težnje po, ne vem, mrtev zob ven, implantat noter. Komercialna, nekako stroka uči, da vedno se proba pozdraviti korektno to korenino, pa da zob ostane. So pa te endodonska koreninska zdravljenja niso 100%, zato ker je ta sistem, kjer je zobni živc, ni tako enostaven, da bi to vertikalen kanalček bil, ampak so lahko tudi horizontalni kanalčki, ki jih ne moreš obdelati, ali pa razcepljeni kanalčki, ki spet ne moreš, in lahko v tistem modelu se zadržujejo bakterije in povzročajo neke težave. To so mi da zdaj nazadnje delala. To je tako, kot ti greš tako mehno žičko noter v korenino in ti živc ven. Kako pa je bilo? A je bilo lepo? Hvala Bogu. Nisem bil naslednji dan, to je bilo en dan pred premiero tvojo, to sem rekel, če bom slučajno. Ne, niti bolel me ni nič. Super. In to je to. In kaj pol ti dajo na ta mrtev zob, ti pol vsaj dajo kronco gor, kaj je to? Najprej, vedno se proba te kanale obdelati maksimalno, potem se najprej se mehansko to vse odstrani, razširi, se z razkožilo dobro spere, z ultrazvokom irigira, pod povečavam se to delati, da si bolj natančen, ker to si čisto na mikronivoju. Če si predstavljam, ena štirka ima 3 kanalčke ali pa 4 kanalčke ali pa tudi 5. In najprej treba to dobro narediti. Poseda pa zdravilen vložek, se počaka, ne vem, vsaj en teden ali pa lahko tudi mesece. Potem se pa še enkrat to spere in če ni težav. Pa kila ven, pa cement. Pa cement, zdaj so taki biokeramični, se zapolne nekako. Škarpo narediš, ne. Pa se pa, odvisen kjer pa se zatiček da, pa neka prevleka, če je dovolj zoba, se tudi sam plomba naredi. Pizda, moraš biti to potrpežljivo, jaz ki tam gledam, ki pomisliš, a veš, ki ti misliš, zobek je tak, pa ga moraš ti zbrusati in pa moraš ti še ti kanalčke najdeti in vsak kanalček, jaz ne bi mogel biti. Povej mi ti, Damjan, to sem pa hodila res vedno iskreno vprašati, pa mi je, a so te, naprimer, keramične, zadnjič sem bila na nekem, ne vem, kje sem brala, so se, mislim, ljudje dobesedno zgražali, da ne vem, koliko te razlike med temi, a veš, plombami ali pa temi le keramičnimi oblogami in pa tako naprej. Pa kaj je s tem? Kdo tle služi pravzaprav? Kaj je s tem? Zakaj je to toliko zelo drago? Zakaj je pri nas toliko drago, drugje pa kao ne? Pa ne samo to, da oni bolj šlampas naredijo, zihar je še kaj. Tukaj je, mislim, najprej nek zobozdravniški del, ki se mora natančen narediti, potem se to vtisne ali z vtisno maso ali se to z intraoralnim skenerjem vtisne. Pol je pa to še zobotehnikov del, kjer mora on to ali virtualno oblikovati ali na roko oblikovati, pol to dati v peč, ker se na 800-900 tisoč stopinjah to peče. Tukaj je veliko enega dela, ki je zelo natančen. Materiali so za dentalno so ekstra cena. Ekstra cena. Jaz včasih mislim, da je to tako kot nautika. Čim je bilo nautika, je bila cena krat 3. Tukaj pa čim je dental, je cena krat 5. Pa moraš imeti Ferrarija, mislim, ko delaš zobe, če hočeš, da so dobri, morajo biti dobri, ne? Pa zobe je tako, ne? Če se dobro zobe naredi, če se dobro vzdržuje, natančen, te stvari so zelo, zelo dolgo časa trajajo, ne? Ampak zakaj je recimo taka razlika v ceni, če greš, pa ne vem, to lahko tudi izrežemo, če je kontroverzno, ampak zakaj je taka razlika v ceni že samo čez mejo? Namreč, zobozdravniki ste isti, ne? Ja. Se tudi, naprimer, če greš ne pravim, da je drago. Vedno niže greš, vedno sneje. Mislim, meni tudi ne, tudi tako ti povem, meni to, kar se mi da pogovarjala, kar si mi povedal za moje zobe, se mi sploh ne zdi drago tle.
Ampak zakaj pa recimo je pa tam lahko toliko cene, čistko? Rečemo, v Franciji je en prijatelj dal en zob, eno krono je rekel 1000 evrov. Ja. A ne? Koliko imamo pa mi? 350, 360. Aha, pol misliš, Trojna da je- cena. aha. Vem, ja. V bistvu, to gre če greš tako- pa bolj na uvoz, Hrvaška mogoče ni več sploh toliko cenejša, ne. Odvisno od zobozdravnika do drugega. Bosna še cenejša, ne. Prav, da so Eno cene je- od zobozdravnikov odvisne. Ne, od Cena od so standardov. komplet, ja, od Standardov. materijala, kjer ga se ustavi, od časa, ki ga porabi zobozdravnik, od ne vem, koliko ima on stroškov z ordinacijo, prispevki, zaposlenim timom, zobotehnikom, v bistvu nek tak celosten. Celostno je gledati. Standard, ne, Ja, ja. standard. Je pa, a ne, če porabiš za neko delo, če bo ti lahko narediš te stvari zelo na hitro, ne. Lahko pa zelo natančen delaš in razlika v porabljenem času je lahko tudi krat 5, ne. Pa se to tudi odraz oceni. In tudi seveda v kvaliteti, pa kako pride sam izdelek narejen. Imam eno vprašanje od ene mlade gledalke. A starši, kateri se delajo, da so zobne miške oziroma vile, spravljajo zobe za stara leta? Ali kaj naredijo z njimi? Če spravljajo, aha. Kaj starši Kaj- delajo kaj- s temi zobki? Kam grejo Jaz te zdaj zobe? pričakujem, bom prvi starš, v bistvu ne morem iz lastnih. A? Ja, ne, To bi ampak- mogoče Svetlana Jaz, lažje odgovorila. jaz sicer pa imam od vsakega od vas treh pramen las, Kaj si jih ukradla od zobne in, miške? zobek spravljen. Tako da. Zobek. Babi jih je ukradla od zobne miške. Jaz sem tudi enega ali pa dva. Meni je zanimivo, ne, ker jaz spulim kakšen zob, pa mu ponudim, sploh če je kakšen tak lep, da ni to gnil. Pa mu ponudim, mu ga dam za sabo, ne, da kakšen ja, kakšen ne, več ne, a ne. Več tako, da stran. Lahko bi bil pa dober Jaz sem- amulet na veriščci. a Jaz ne? imam dva modrostna tlele. Ali pa bi bil za strašiti. To sem jaz govoril, to vam jaz tebi moram veriščiti. Se spomniš, ko sem rekel, da sem do ta dva modrostna ven, pa so res kole korenine gor, pa tak zob, ki zgleda kot čekano, da ne divje svinje. Sem rekel, da bom mami naredil verižico. Ja. Ja, to so nekoč, ne? Zob je simbol neke moči, Ja. ja. ni? Zob je, ja, že žvalija, ne, Ja. pokaže zobe, ki hoče ustrašiti tistega, ki ga napada. No, viš, smo se zdaj lotili na tem, a veš kaj, moč, ne? Ne gledati v oči in ne zob kazati. A ni to tako za živalmi? Če zobe pokažeš in ga izzivaš, sploh primatem. Ne smeš, če ga v oči pogledaš, a tako si pečen. V bistvu on te prežene, ne, čim ti pokaže zobe, ti neko moč Ja, oni pokaže. komunicirajo z meni, da kažejo. Mislim pa, Imam velike, bele, močne bolj se zobe. bi morali tudi te vsebine zob mogoče zavedati. Saj zato mi je- Neverbalna ja, komunikacija. ja. Neverbalne, ja. Saj zato mi je zanimiv ta poklic. Ne? Kot prvo sem rekel, priješ kje, odpreš usta, pa ima nekdo 30 let smeti noter. Ali pa se sam dotakneš, pa začne boleti. Še sem veliko prijateljev, imam sploh te zadnje zobe, ki sem šli počas, ne, ima ti tudi poznaš koga, ki jim počas grejo in pa se vsak dotik, se pravi, poleg tega ima pa eno globi duhoven pomen, zaradi tega, ker ne vem, včasih si predstavljam, prije je bilo to razvito, si lahko zaradi zoba komot umrl. Čist Tako. komot. Ena taka zanimiva, tudi od profesora Mariona, ne, on je vedno imel zobe, funkcija, ne, žvečenje, tako, in pa je bila ena alineja erotika. Da kako je to tudi Tudi lahko tako. privlaja, ali pa Ja, ja. pač z zobmi smo lahko. Jaz sem enkrat enemu gospodu naredil protezo, pa je tako, ne rekel, spet bom lahko strasten. Kako pa je tvoje, zdaj, če končamo, naprimer, se pravi, zdaj na tej fakulteti si moral 4 leta splošne medicine delati, ali kako to zgledaš tudi? Jaz sem mogoče malo poseben, ker jaz sem sporedno študiral še to medicino, splošno medicino. Splošna medicina? Jaz sem- A drugače zobozdravniki ne študirajo splošne medicine? Študiral, ampak je vključena v programu dentalne medicine. To je v bistvu 6-leten program, kjer so na začetku več medicinskih, pa teh splošnih predmetov, na koncu pa zelo veliko prakse že na koncu in tudi te zelo zobozdravniški predmeti so. Tako da ja, ker
ustna votlina, zobje so povezani Malo- s tako, kot nek specialist za oči, je nek specialist za zobe, si za oral, si nek specialist. Sam da je tam sistem tako, da najprej 6 let narediš, pa specializiraš. Z zobmi pa toliko problemov, pa potrebe so po njih, da se že usmerjeno izobražujejo od začetka. Pa zelo velike take specifike, ker imamo toliko nekaj ročnega dela, toliko nekih veščin je treba osvojiti, da se nekako skozi zgodovino tako To moraš imeti mirno roko kot kirurg, v bistvu, sploh nisem. Ne, pa a se v Sloveniji kaj spogledujete s tudi s celostnim pogledom preko zob na telo? Ja, sigurno. Sploh pri parodontologiji pa ustnih boleznih. Tukaj je velik poudarek, kako je treba zobe, obzobna tkiva, sploh v kontekstu teh kroničnih bolezni. Da morajo poskrbeti za to. Tako. Pa tudi vsaka, rečemo, ustna sluznica, veliko kožnih bolezni se kaže v ustni sluznici. Kožnih bolezni. Kožne bolezni, alergija ali pa alergije na materijale, neke avtoimune bolezni se tudi kažejo, tako kot na ostalih sluznicah, se tudi v ustih. Mislim, če gledamo, kakšen rakave bolezni, maligni melom, to je vse prisotno tudi v ustih. No in kakšen študent si bil, predvidevam, da priden? Priden, ja. Kaj si, če 2 stvari naenkrat študiral? Jaz sem, meni so te stvari tako zanimale, tako jaz sem fulerat, mislim, zanimalo me je to, pol tist, ka moraš pa se nekaj napifljati, da moraš iti na izpit, to je že malo tako prešar, pa da tisti rok, pa vse moraš tako, ti bi rad tako, pa tebe, ampak načeloma nisem imel, jaz sem redno vse lepo. Vse naredil in tudi z veseljem delaš. Tudi, mislim, jaz, ko sem medicino, najprej, mislim, ko sem sporedno študiral tisti izpit, ki je bil medicinski, če sem ga na medicini delal, sem ga priznal pol na dentalni medicini. Tukaj bi Pisal, to je meni fascinantno, kad nekdo reče, da je 2 šole. Ti danes že 2krat rekel eno grdo besedo, na P. To se zavedaš? Si že malce utrujen od življenja. Nisem utrujen, ko testiram malo, probam se pogovarjati, če bo sproščeno, mogoče sem pa malce preveč sproščen. Jaka prav, da je cool. Kaj sem rekel? Ne, pravim, da mi je zanimivo mi je, da lahko 2 šole naenkrat spodiraš, jaz nisem niti ene. Neko motivacijo moraš imeti. Vsako stvar v življenju, če motivacija je naključna. Ne, pa zanimivo mi je, da do testov imaš pa isti odnos, kaj jaz ne. Do izpitov, testov in tega. Meni je bilo do tega mi je bilo še čisto cool v šolo hoditi. Dokler mi je nekdo začel pa spraševati, pa ocenjevati, pa metati šole. Ampak, se pravi, da za uspeh v življenju pa najbolj pomemben ne šola, ampak ta socialna integracija, koliko si v bistvu to. Čustvena inteligenca. Tako, vidiš, tukaj si pa se mi zdi, da kar na visokem. Ja, hvala, no. Ja, pričakuješ, da pa bo veseli dogodek? Avgusta. Zdaj smo na polovici. Zdaj ste na polovici. Se veseliš? Ja. Se nič ne bojiš? Mislim, je tudi malo tega strahu, kako zdaj si navajen enega življenja, svojega cajta, kako boš pol, Še vsem se mi zdi, da moraš pol neko tak balans imeti med tem, seveda otrokom, nekim časom zase, časom za partnerja, kako to usklajevati, ker danes je toliko nekih obveznosti. Ampak mogoče mi daš lahko ti še Jaz sploh ne vem, kako sem to preživela, niti na trenutke ni bilo lahko, ampak otroci ti dajo itak tako motivacijo. Res pa je, da sem vedno znala tudi poskrbeti, da sem jih dala malo k babici, pa sem imela mir. Pa dosti samostojni so bili tvoji otroci. Ja, to sem pa jih tako vzgajala, ker se mi zdi, da to je zelo pomembno, da otroci zelo hitro samostojni. In upam, jaz ti lahko dam samo en nasvet, naj veliko hodijo bosi in plezajo po drevesih, ker s tem se kognitivne sposobnosti možganske, kako bi rekla, krepijo. Se strinjam, pa tudi to, da grejo malo na blatane, da s tem se tudi pol imunski odziv krepi, da je manj alergij
odraslosti. Pa učimo jih z ozorom, pa pač čim več časa je treba jim posvetiti. Niti ne kakšen način, mislim, niti ni zdaj pomembno, da je to quality time, da skozi nekaj ustvarjaš, da skozi nekaj delaš. Tudi če sam sediš v tišini, če si sam zraven, pa se otrok tam igra, to je... Ja, pa če to, da moram včasih biti dolg čas. Da bojo cenili, bolj takrat, ko prideš. Takrat to je v bistvu vzvod, da začne domišljija delati. Danes se starši ful bojite tega, da ko pridejo, ne vem, kaj bi delali, ali pa ne vem. Pa jim daš telefon v roki, ali pa televizijo pa žgeš. Ne, na travnik ali pa kamorkoli, pa že, sam brez vseh teh pomagal, pa naj grejo v ta dolg čas. In v tem dolg času se začne ustvarjati globoka, lepa in neskončna domišljija, ki je vir kreativnosti. Ja, se strinjam, ker tudi, če jaz pri sebi vidim, če včasih si nekaj zamislim, da bom tako naredil, ali pa si mislim, da je tako prav, pa si rečem, zdaj pa še malo počakal, en teden počakal, mogoče bo pa tam univerzum mi dal neko drugo idejo in velikrat pol še izboljšano idejo dobim. Spet pa preveč čakati, pa nič ne narediš. Za otroke je dobro, se pravi, ne rabijo vas tem izseljevati, da se ves čas jih motivirate, ker jih v življenju ne bo ves čas nekdo motiviral, ne? Ja. Pa pozornost vzemati, pa tako. Ja. Kdaj mi treba dati sam svinčnik v roko, pa brez papirja, pa reči, pa idi risati. Kako se to da? Jaz skozi gledam to malo, ker sem imela, njih včeraj sem imela ta pogovor, sem rekel, hočem, da ti je dolg čas. Sem rekla, a ti hočeš, da mi je dolg čas? Sem rekel, hočem, da ti je dolg čas. Tukaj imaš svinčnik, pa list papirja in to je vse, kar lahko delaš. Super, bravo. Hvala, Damjan, za ta lep pogovor. Kaj bi ti samo za konec sebe opisal kot strastnega zobozdravnika, prijaznega? Kako se ti doživljaš? Jaz v bistvu rad to delam, tako čutim neko svoje poslanstvo v tem. Jaz upam, da sem prijazen. Pa se mi zdi, da je treba poleg tega, da si zobozdravnik, da si tudi nekako z nekim odnosom človeka sprostiš, pa mu probaš pomagati do nekega boljšega ustnega zdravja, do lepših nasmehov, pa tako. Da bo tudi, če tak nek odnos postaviš, se mi zdi zaupanja, pa se tudi vračajo, pa so zadovoljni. Pa te poslušajo mogoče malo bolj. Mogoče, ja. Predvsem polepšaš življenje, kvaliteto življenja. Ne? Tako. To je, kar je pa najbolj pomembno. Ne? Hvala, Damjan. Hvala vama za vabilo. Ja. Hvala naši dragi gledalci, kot vedno, hvala, da ste nas sledili, hvala, da ste posledili našem kanalu, da ste všečkali, mogoče delili s kom in najbolj pomembno je, da ste si pred spanjem zobe umili. Zobe umili. Umili zobke. Ja, in se vidimo naslednjič. Hvala. Predlagajte, pišite, komunicirajte, če poznate koga zanimivega, koga, ki dela svoje delo s strastjo, ki je poklican, da nekaj dela res odlično. Evo, mi smo tukaj, da delimo te prekrasne človeške zgodbe. Hvala. Čau. Čau.